Zahtevamo uradne lokacije, zahtevamo sezname medicinskega in drugega osebja, ki je v Sloveniji v času pandemije izvajalo direktne naklepne cepilne umore v času, ko je bila razglašena epidemija, in da je enako kriv tisti, ki samo uboga ukaze, kadar gre za grozodejstva, umore, genocid ali dolgotrajno ubijanje, zaničevanje in umore. Da je pozornost usmerjena recimo v Ukrajino in v Izrael, največ pobojev, največ smrti, največ umorov, največji genocid se dogaja pa tam, kjer je mir, in takrat vlade ubijajo neopazno, vozijo krste po dnevnem redu. Dober večer vsem na to zimsko soboto. Malo smo se že o snegu pogovarjali. Čudovito, da smo se zbrali. Vse vas prav prisrčno pozdravljam. Vse, ki ste danes tukaj fizično prisotni, vse člane in vse vas, ki oddaleč spremljate preko virtualne kamere. Imam včasih občutek, da ste kar vsi tukaj in je zelo prijetno in toplo tudi, če kdo kaj pove, ko se pokaže na kameri. Vsem res prijeten dober večer. In danes bo precej huda tema, tista tema, o kateri ljudje najtežje govorijo, tematika, ki žal govori o namerni prekinitvi življenja. Zdaj pa, tako kot rečeno, pozdravljeni danes na že 147. Zoom srečanju Društva za srečno življenje Belis. Na kratko bomo šli danes čez naš program, oziroma tako kot sem zapisal v elektronskem sporočilu, dnevni red. In v nekaj številkah bi vam to želel povedati. Prvič, v uvodu današnje pošte ste prejeli elektronsko pošto, v kateri se vam iz vsega srca zahvaljujemo za vaše darove, za vašo pozornost, za vaše spodbude, za vašo prisotnost, za vaš čas in za vse, kar društvu izkazujete. In upamo v imenu upravnega odbora reči, da smo vam iz vsega srca hvaležni. Nekaj članov in članic se je dodatno oglasilo v društvo. V letu 2024 so rekli, da prosijo za primer oziroma vzorec položnice, ker bi radi finančno podprli delovanje društva, in potem smo se dogovorili v upravnem odboru in smo rekli, v redu, bomo potem to uredili. Namreč nimajo vsi digitalnih bank, tisti pa, ki imate dostopa, vam bo verjetno informacija tudi prišla prav, ker boste imeli vse podatke pri roki, ukolikor bi želeli podpreti delo. Tudi v tem letu 2024, ki se tako hitro vrti, da se mi zdi, komaj smo dvignili kozarce in danes je pa že 20 dni že mimo. Tako da iskrena hvala v imenu upravnega odbora društva in smo vam vsi iz vsega srca hvaležni. Naša hvaležnost pa se bo še naprej izkazovala v pripravi dobrega programa in dobrih izobraževalnih informacij, ki nam bodo vsem prišle prav in koristile za življenje. Pod točko 2. Zdaj smo pri zapisniku in prav je, da pregledamo zapisnik iz 146. srečanja Društva Belis z dne 13. januarja 2023. Upam, da ste člani iz maila prejšnji zapisnik pregledali, prebrali, našli kakšno napako ali pa tudi ne. Skratka, današnja prisotnost članov tukaj v prostoru imamo Tejo. Teja, iskrena hvala za ves tvoj trud, za to, da delaš vestno zapisnike. Se pravi, boš preštela, koliko nas je tukaj. Na Zoomu pa nas je ta hip, ne vem, samo moment, bom videl, če lahko to vidim. Če tukaj razširim. 24. Hvala za pomoč. To se pravi. 23, ne? 25. 25. Fajn, hvala. Tako da zdaj, glede na to, da smo zdaj vsi tukaj, imam vprašanje za vas, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik, ki ste ga prejeli v elektronskem sporočilu na vpogled. Tukaj kakšna pripomba v prostoru? Tukaj se vsi strinjajo, brez pripombe, prav. Če kdo lahko pove sedaj. V redu, ugotavljamo, da je zapisnik brez pripomb sprejet, torej vsem srčna hvala. Še enkrat se zahvaljujem
naši zapisnikarici Teji za njeno vztrajno delo. Zares veliko truda vloži, da imamo urejen arhiv srečanj in vsega našega dela. Pod točko 3 imamo v našem programu obvestila, in sicer pogovorni beli zvečeri. To so čudoviti trenutki z veliko informacij. Jaz sem izjemno vesel, ko tako sodelujete z nami. Vsak teden se srečamo, se pravi, na Zoom portalu, in zdaj naslednje srečanje bo spet v torek, dne 23. januarja 2024, tako kot ponavadi ob 19:30 se zberemo, odpremo kamere in odpremo temo in pogovor. Usmeritveni program pogovora v osnovi pa najdete v elektronski pošti na linku. Tam, ko kliknete, tukaj je program, piše, kliknete in se vam bo v PDF formatu program odprl. Označena tema je pač na pripravljenem urniku, ob predvidenih, bom rekel, tematikah. Če pride pa kaj novega, takrat pa potem skušamo obstoječo predvideno tematiko združiti z novimi informacijami, ki so pač tudi bolj aktualne, ker se skozi nekaj dogaja. Smo že pri točki 4. Po pregledu današnjega dnevnega reda, približno ob 18:10, bom jaz zavrtel uvodni ogled COVID-19 cepilnih smrti v svetu. Kratek 7-minutni video film, in sicer govori prav o današnjih ugotovljenih številkah smrti. Tako da to sporočilo sem dobil včeraj, 19. januarja 2024, in je govora v primerih prisilnega cepljenja v času tako imenovane epidemije, in pa številke, ki jih bomo slišali od govornikov, so v svetovnem merilu. Vendar končne številke ne ve pa nihče, ker se vse skriva. Celo v Varez v Ameriki so bila poročila, kritike, da so nehali vnašati informacije. Ne vem, koliko milijonov so dali za program, potem so pa pred letom že celo prenehali, se pravi, voditi evidenco. To samo nakazuje, da je nekaj zelo, zelo, zelo narobe. Vlade namreč sofisticirano prikrivajo genocid. In o genocidu se bomo nocoj še veliko pogovarjali. Točka 5. Po tem kratkem filmu sledi informativna tema ob 18:20, kateri se bom posvetil jaz. To se pravi, Mihael Belis vam bo povedal nekaj na tematiko več vlade, več nasilja. In sicer s podnaslovom, kako navadni ljudje zagrešijo genocid in množična grozodejstva. Ne rabiš biti politik, ne rabiš biti funkcionar, ne rabiš biti izvoljen, dovolj je, da si navaden človek, ki te uporabijo in izvajaš grozodejstva. O tem bo danes veliko govora. Namreč, poglejte, kaj se zgodi, ko se ne upošteva ustava in se oblast ne izvaja v skladu z zakoni, marveč zvolijo politične opcije. Posledice so številke namensko umorjenih ljudi s strani vlade. Izvolimo vlado, ki nam vrača z umori. Tukaj bom navedel nekaj številk, ki sem vam jih tudi seveda v mailu poslal, ampak glejte, prav je, da spomin na to ne zbledi. To so ljudje, ki so se prav tako borili, tako kot se mi borimo, in prav je, da skozi stoletje, prejšnjo in sedajšnje, pogledamo, kakšne so te žrtve. V obdobju v letih 1917 do 1922 so bile državljanske vojne, kjer je pomrlo 3.284.000 ljudi. V letih 1923 do 1928 je bilo obdobje žrtev, kjer so vlade pobile 2.200.000 ljudi. V obdobju od 1928. leta do 1935. leta, to je obdobje kolektivizacije, so vlade pobile 11.440.000 ljudi. Obdobje velikega terorja, kot mu pravimo, je bil v letih 1935 do 1938, kjer so vlade pobile neverjetnih 4.345.000 ljudi.
in obdobje druge svetovne vojne od leta 1939 do 1941, kjer je bilo žrtev 5 milijonov 104 tisoč. In pa obdobje druge svetovne vojne, oziroma prej je bila prva svetovna vojna, zdaj druga svetovna vojna od 1941 do 1945, to pa 13 milijonov 53 tisoč žrtev je uradna številka, neuradna pa verjetno še kaj višja. Obdobje po Stalinu, se pravi po drugi svetovni vojni v letih 1954 do 1987 leta, 6 milijonov 872 tisoč ljudi, žrtev, pomorov, genocida. Vse, kar smo sedaj povedali in našteli, ni bilo prijetno za poslušati. Govorili smo o številkah, vendar so v teh številkah življenja, v katerih bi se lahko, če bi se mi rodili v napačnem času, znašli ravno v teh številkah. Namreč, dragi moji prijatelji, gre za projekt o vladnem genocidu in množičnem pobijanju že v prejšnjem in tudi v tem stoletju. Vsi smo priča temu 2023-2024. Kdo bi si mogel to misliti? Kaj želim s tem povedati? Jaz sem s tem hotel nekako preizkusiti hipotezo, da je za državljane, kjer se izvaja demokracija, najmanj verjetno, da bodo njihove lastne vlade umorjene. Medtem ko recimo vlade v totalitarnih, predvsem marksističnih sistemih, najverjetneje bodo in so bile. Teorija pravi, da demokratični sistemi namreč zagotavljajo bolj pot do miru, univerzalizacije, da se vojna odpravi, o tem se veliko govori, samo govori, a ne, in da se zmanjša globalno politično nasilje, o čemer se spet samo govori. Danes se veliko govori in ljudje so zato mirni, ker verjamejo. To je zaključek mojega osebnega razumevanja konfliktov in vojne in je nadalje potrjen s sistematičnimi, empiričnimi testi, ki nakazujejo državne statistike in seveda drugi dokazi. Glejte, v procesu tega razmišljanja, raziskovanja, priprave na nocojšnji večer sem odkril, da so vlade v svetu skozi čas pomorile na milijone svojih državljanov in da je v nekaterih primerih število smrtnih žrtev morda dejansko preseglo število žrtev celo druge svetovne vojne. No, da si naslikamo približno predstavo o številkah, o katerih smo ravno kar govorili, sem pregledal obseg genocida in množičnega pobijanja strani vlad od leta 1900 naprej. Rezultati so šokantni, zastrašujoči. Glede na prve številke, neodvisno od vojne in drugih vrst spopadov, so vlade skupno pomorile neverjetno milijardo 19 milijonov 400 tisoč ljudi. Od tega so marksistične vlade pobile 95 milijonov 200 tisoč ljudi, za primerjavo povejmo, da je v vseh tujih in domačih vojnah skupaj umrlo 35 milijonov 700 tisoč ljudi. Ostanek te številke, ki sega čez milijardo, pa pripisujemo vladom, ki so pobijale lastne ljudi, lastne državljane, ki so jih postavili na oblast in jim zaupale z besedo in glasom njihovo vodstvo. Zato na glas povem, danes nocoj, tukaj, v tem prostoru, vsem vam, ki ste prisotni in vsem, ki boste kasneje poslušali, zahtevamo uradne lokacije, zahtevamo sezname medicinskega in drugega osebja, ki je v Sloveniji v času pandemije izvajalo direktne, naklepne, cepilne umore v času, ko je bila razglašena epidemija in so vsi vedeli, da to epidemija ni. Toliko o tej točki, o kateri bomo danes še govorili. V 6. točki, tako kot sem rekel, pa si bomo nocoj, kot je v programu označeno, ogledali na tematiko, ki sem jo zdajle odprl, odlično video predstavitev dr. Jamesa Valerija, ki je zgodovinar in sociolog, in sicer bo ob 19:05 z naslovom Becoming Evil, ali pa recimo, jaz sem si upal to prevesti, nastanek zla, kako nastane zlo.
How ordinary people commit genocide and mass atrocity, kar bi lahko prevedli, kako navadni ljudje zagrešijo genocid in masovni umor. 55 minut je video predstavitev in veliko se bomo naučili in odprli bomo novo temo, tabu temo v Republiki Sloveniji. Dr. James Waller pravi tako: čeprav poskušamo biti zgodovinsko čim bolj objektivni, se kljub vsemu ne smemo bati morilca imenovati morilec in umora umor. Množična grozodejstva se dogajajo, ker se posamezni ljudje odločijo ubiti druge ljudi v velikem številu in ne samo v velikem številu, pač pa celo v daljšem obdobju. In kako pridejo do tega, da storijo tako izjemno zlo? Kaj jih do tega pripelje? In boste slišali nocoj dr. Jamesa Wallerja, ki nam bo na podlagi več kot 2 desetletij arhivskega preučevanja storilcev in intervjujev iz oči v oči več kot 225 morilci, s katerimi je naredil intervju, in seveda tudi storilci iz Latinske Amerike, nekdanje Jugoslavije, Afrike, Severne Irske, na običajen način pojasnil izvor teh morilcev in obstoječe procese, s katerimi ti posamezniki postanejo sposobni za takšna grozodejstva. Potem bomo lažje razumeli te procese. Bistvenega pomena so ti procesi, da jih razumemo za reševanje sedanjih, trenutnih konfliktov v Sloveniji, v svetu, pa tudi za preprečevanje pojava ponovnega genocida in množičnih grozodejstev v naši prihodnosti. Potem zatem sledi ob 20:05 bo Iviljana Belis, predsednica, povedala nekaj modrosti, kaj nam ponuja beseda življenja, ki je klic k pozornosti ljubezni in k povezanemu upanju. Beseda življenja ni samo beseda, ampak je izgovorjeni klic k iskrenim dejanjem. Ko poslušamo srcem, govorimo s sočutjem in živimo z ljubeznijo, postajamo del pozitivnih sprememb v svetu. Zato je še kako pomembno, beseda življenja nas uči, da naj delamo dobro in da imamo s tem, ko delamo dobro, moč oblikovati boljšo prihodnost. Naj bo iskrena beseda življenja vodnik v naših srcih, da bomo skupaj gradili boljši svet, ki bo žarel v luči ljubezni, v luči miru in v luči upanja. In za zaključek, točka 8, po njenem nastopu vas vabim, da se nam pridružite, kajti pogledali si bomo ob 20:05 celovečerni film Janezova plantaža, ki traja 110 minut in s slovenskimi podnapisi. Film je nov, malo smo se pomatrali v društvu, prišli smo do filma, ga poslovenili in bomo uživali, boste videli, kakšna sporočila nosi film. Kratek povzetek, tako da boste vedeli, kako se navezuje na vso nocojšnjo tematiko. Človeka lahko nadzorujete s surovim nasiljem, vendar ga nikoli ne morete zares lastiti. Nihče si nikogar ne more lastiti, dokler ni prepričan, da je njegova beseda zakon in da je poslušnost vrlina. Če malo razpredemo to o filmu v razmišljanju, metafizični element pravičnosti. To je delo, ki ga je napisal Immanuel Kant, kjer je zapisal: najboljša ustava je tista, v kateri oblasti ne izvajajo ljudje, ampak zakoni. Ignorirati tako metafiziko pomeni pustiti nesporne temelje našega družbenega znanja, naše etike in naše epistemologije. Gre za nezavedno sprejetje teologije in sprejetje lastnega izhodišča svojega osebnega pogleda na vero. In tako se pojavijo korenine scientizma, skolastike, fašizma. Namreč beseda fašizem je politični izraz, ki označuje avtoritarno, totalitarno, politično ideologijo, ki se osredotoča na nacionalizem, militarizem, kult osebnosti in iz vsega tega prihaja nasilje.
In argument v tej izjavi, pri tej izjavi, ki sem jo ravnokar izrekel, je, da sicer ljudje so podvrženi svojim čustvom in interesom, kadar lahko pride do zlorabe oblasti. Če pa so zakoni in se držimo zakonov, le ti pa so napisani prej, preden se človek čustveno vznemiri, in so objektivni in nepristranski. Zato je tako pomembno, da je najprej ustava, ki je zelo abstraktna, da so potem zakoni, ki zapovedujejo situacijo, in da so uredbe, ki grejo v detajle našega življenja, in je to zato zapisano s trezno glavo, da takrat, ko pride kaos, da se s trezno glavo lahko reši. Kadar pride pa kult osebnosti, je pa velik problem. In tako smo prišli do bistva filma, kjer se pokaže koristnost in nepristranskost ustave. To je to. Nekatere oblasti ne izvajajo ljudje, temveč jo izvajajo ustave, in zato sem jaz tako od vsega začetka, kar je epidemija, navijal za ustavo in za zakone, zaradi tega, ker so nas na teološki fakulteti, kjer smo obravnavali 6 let rimsko pravo, ravno to učili, kako je treba s trezno glavo obravnavati probleme. Zdaj pa še nekaj stvari, ki jih imate v programu, v nadaljevanju novic, ki ste jih dobili v elektronski pošti v tem uvodnem delu. Nocoj si lahko preberete tudi 5 zanimivih naslovov, ki jih priporočam, da si jih preberete. In sicer smo dobili včeraj obvestilo, da so tajski zdravniki 18. januarja 2024 v svet poslali sporočilo glede dolgega COVID-19. Poglejte, po vsem svetu se dogaja enako, povsod cepijo, povsod dolgi COVID, povsod svet je postal res globalen, in ta dolgi COVID so označili v 7 kritičnih točkah, in te točke so pokazale mračno opozorilo in jasen poziv zdravstvenim delavcem v njihovi državi, pa ne samo v njihovi državi, ampak v vsaki državi po svetu. In prosim, več o tem, da si preberete pod rubriko Prelomne novice v elektronski pošti. Drugi naslov, ki je zelo interesanten, je pismo dame z naslovom Pravkar sem se vrnila iz Ukrajine, kjer sem obiskala prijatelje. Vse, kar smo slišali o dogajanju, je laž. To je nujno branje za vse nas in res priporočam. Članek se nahaja tudi v nadaljevanju takoj za tem člankom iz Indonezije. Tretji naslov se nadaljuje po tem članku. Ugotavljajo naši strokovnjaki, da je v Sloveniji na pravni fakulteti nekaj zelo narobe in da se dogaja nekaj zelo grozljivega z novo generacijo pravnikov. Kaj se dogaja, vam priporočam, da preberete in se informirate, in če je možno, ukrepate pri vaših otrocih in vaših vnukih. Ni pa nič prijetnega in informacije so zares zastrašujoče za našo pravno prihodnost in prihodnost naših otrok. Namreč v pravu je zelo pomembno, kam se postavi vejica. Sodobna mladina pa še stavka ne razume. Točka 4. Obveščam vas, da je prihodnji teden dan izobraževanja, ki ga je uvedla United Nations. Dan izobraževanja, in v poročilu smo vam poslali statistiko šolskega leta za 22-23, koliko otrok je bilo vključenih v vrtce, koliko dijakov v srednje šole, koliko v terciarno izobraževanje in koliko mladih je izven izobraževalnega sistema, pa še mnogo drugih informacij. Tako da v nadaljevanju pa smo vam ponudili tudi tematiko, kaj je svojevrstna ironija življenja. To je prav, da si tabelo pogledate, kakšna so nasprotja. Namreč to, da znamo dobre stvari zares ceniti šele, ko izkusimo slabe, tudi zaradi recimo vremenske sivine, zaradi kritike čiščenja cest v preteklih dneh, teh dneh in vse, kar prihaja, vsega, kar smo se že malce naveličali, samo zato, da bomo znali bolje
ceniti sončen dan, ki se nam obeta danes ali pa jutri. Naj bo to prijazen opomnik vsem nam in vam, da bomo hvaležni za vse izkušnje, ki nam jih prinaša življenje, tako dobre kot slabe, kajti šele ene in druge delajo življenje bogato in smiselno. Toliko v današnjem dnevnem redu in programu, sedaj pa vas vabim, da se mi pridružite k razmišljanju z naslovom, kot je bilo rečeno, več vlade, več nasilja. Kako navadni ljudje zagrešijo genocid in množična grozodejstva. Še prej pa si poglejmo to sporočilo, video sporočilo. Yeah, people are getting sick again. It's that time of the year. The flu, RSV, COVID-2. My next guest, Dr. Peter McCullough, is the Chief Scientific Officer at the Wellness Company, joining me here now. Doctor, good to have you back on the program. Thanks for having me. For the first time in a while, I actually know a couple of people that have COVID right now. I'm not terribly concerned about it, but I bring it up because it's something we're going to be dealing with going forward. And I want to ask you about some things. You told me in the break you're going to be testifying in front of Congress here about the vaccine and so forth. And I played some things for people on the program here. I played some things from a conference that was held in Romania here a few weeks ago, where they had the graphs of the all-cause mortality and how it spiked following the release of the vaccines from the different companies. And their conclusion from all the numbers from all the countries and all the extrapolation they come up with is 17 million people died globally, roughly, in their estimation, from when you put out billions of vaccines. 17 million was their takeaway. Does that strike you as shocking? Does it strike you as believable? What do you make of that? I know you spent a lot of time looking at Anthony Fauci and the vaccines and all the things related to COVID. What do you make of such a claim? The adjective is catastrophic. It's a catastrophic biological safety disaster, these vaccines. That the number was derived from a paper that was published by Dennis Rancourt from Canada. And it's an ecological analysis that implies the vaccines have backfired. Instead of saving lives, they've cost lives. And in the United States, our CDC is admitting to over 18,000 Americans have died after the vaccines. People have reported this and they think the vaccines caused the death. That's underreported, probably 30-1. So in the United States, we're approaching 600,000 American lives lost with the vaccine. Of the 18,000 the CDC has recorded, 1,150 happened right in the vaccine center or a few hours afterwards. So 600,000 is the number you're looking at, caused directly by the injection, this experimental application of mRNA technology. However, in the United States only, I got it. So 17 million is a number that you believe is credible, right? That's what you're telling us. 17 million globally, 600,000 Americans. I think those should be the numbers we should work with. These are catastrophic. This is worse than a war. This is not a minor side effect or a minor issue. There are calls to pull these vaccines off the market now for a long time from the World Council for Health, the Association of American Physicians and Surgeons. I've made the call in the U.S. Senate, European Parliament. Now Florida Surgeon General Joe Ladapo says pull them off the market. They're not safe. Yeah, so let me ask you this. Here's a question that comes up often, and you're the person to ask the question too. For people that got the first 2 doses and then didn't go back after that because they caught on that this was not something they wanted to do, but they did the first 2 because they thought it was the right thing. The propaganda was massive, and there are millions of people in that category, and they survived. It's been, 2-3 years now. What is their situation now? They didn't die a few hours later. They didn't die. They're not one of the 600,000. What would their situation be today if they had gotten a couple of jabs and it's been a couple of years?
We have to go back to the symptoms at the time of getting the jab. There's a paper by Schmeling and colleagues, very well supported from Denmark, showing that about 30% of people have zero side effects. They never will have side effects. It's as if they got essentially nothing. Then about another 70% have, have some minor side effects, and then it's a small number, less than 10% in most studies, where all the problems are. And so the vast majority of people who have taken the shot are fine, but everybody should go back and ask themselves, did they get sick, with the initial injection, pain in the arm, fever, chills, other constitutional symptoms? Fortunately, most people are in the free and clear, and we're focusing on a small percentage. But because such a huge number of people took the vaccines, that's the reason why we're still coming up with these very large numbers of cardiovascular, neurological, thrombotic, and immunological injuries. Right, because even if it's 10%, that group is a large group here in the country. It's a much larger group around the world, of course. Torej, to so poročila iz sveta. Pri nas se o tem ne govori kaj dosti, ampak da gremo nazaj samo za uvod, da boste vedeli, številke, ki so navedene v videu, so strahovito visoke, tako da človeku včasih kar srce joče. In dejansko več vlade, več nasilja je naslov, ki je več kot na mestu, in kako navadni ljudje zagrešijo genocid in množična grozodejstva, je tema, ki si jo bomo zdaj ta hip pogledali. Mislim, da najlažje to razumemo in si predstavimo, če recimo pogledamo anekdoto. To se pravi zgodbo, skozi katero človek vidi bistvo s srcem z drugega vidika. Pa bi z vami podelil nocoj zgodbo o prepričanjih. Naprimer, kako je volk prepričal čredne pse, da so mu pripeljali ovce, s katerimi se je volk mastil. Ste razumeli? Okay. In kaj je volk naredil? Volk je spretno izkoristil moč prepričevanja in s prefinjeno strategijo prepričal čredne pse, da so mu pripeljali in prinesli ovce. In svojo prebrisanostjo je uspel zgraditi zaupanje in manipulirati vsa njihova prepričanja, kar je privedlo do nenavadnega sodelovanja med volkom in črednimi psmi. In tehnike vzgoje, prevzgoje, prepričanj, ki jih je volk za čredne pse proti ovcam uporabil, v tem primeru so pa sledeče. Prvič, manipuliral je z njihovim zaupanjem. Volk je postopoma, počasi, v izi, gradil zaupanje s črednimi psmi, s prijaznim in nedolžnim obnašanjem, kar je pa zmanjšalo previdnost psov. Postali so veliki prijatelji, veliko so se družili. Drugič, volk jim je ustvaril iluzijo skupnega cilja. Tako je to ustvaril spretno, z izbranimi besedami je ustvarjal iluzijo, da imajo tako on kot psi skupen cilj. Ta skupen cilj je bil pa skupna skrb za ovce. In to je krepilo občutek pripadnosti in sodelovanja. Tretjo tehniko, ki jo je volk uporabil, je upravljanje informacij, informacijska tehnologija. In volk je seveda imel ves nadzor nad vsemi informacijami, kaj so se pogovarjali, kje so bili, kje so hodili. Skratka, postavljajo tudi razne blokade, da se niso srečevali. In volk je selektivno posredoval informacije, da bi oblikoval percepcijo črednih psov o stanju stvari. Percepcijo nedejanskega stanja. S tem je usmerjal njihova prepričanja v točno želeno smer. Točka 4. Izrabljal je skupinsko dinamiko.
Volk je izkoristil dinamiko črede, da bi okrepil svoj vpliv. In s tem je manipuliral s čustvi in hierarhijo znotraj skupine. Petič, ustvarjal je občutek nujnosti. Emergency. Zdaj takoj. Volk je ustvarjal občutek nujnosti glede skupnega cilja, glede skupnega preprečevanja psov, glede skupnih sestankov, češ, da je to ključno za dobrobit vseh, še posebej pa za vse ovce. Vse te tehnike, saj jih je še več, ampak 5 tehnik je ključnih, da začne zadeva funkcionirati, so omogočile, da prepriča vse čredne pse, da mu pripeljejo ovce v zakol, čeprav so bile tehnike zasnovane na izkoriščanju in manipulaciji. V sodobni družbi bi čredni psi lahko simbolizirali ljudi, ki morda slepo sledijo neki ideji, trendu ali avtoriteti brez kritičnega razmišljanja. In to, glejte, vključuje privržence ekstremnih gibanj, sledilce družbenih omrežij ali tiste, ki brez premisleka sledijo masovnim prepričanjem. Recimo, dobra hrana kot izgovor. Recimo, da je naš skupen cilj dobra hrana. Pa naredimo kratko analizo, če se vrnemo, skupen cilj volka in črednih psov. Volku, se pravi, je dobra hrana kot izgovor. In dobra hrana pogosto služi kot močno prepričanje, ki združuje ljudi ali pa skupine v nek skupen cilj. Spretnost volka, ki je izkoristil to idejo, je privedla do nenavadnega sodelovanja med njimi in črednimi psmi. Ta znanstveni esej se posveča, poglejte, analizi, kako je volk izkoristil koncept dobre hrane kot izvor, da bi prepričal čredne pse s tem izgovorom, medtem ko je bil na koncu edini, ki je dosegel zadovoljstvo pri hrani. Samo on, edini, eden in on. Veliko je mogel delati, veliko preštudirati, ampak vse okrog sebe je zmanipuliral. In kako se je razvijal ta skupni cilj? Volk je spretno uporabil dobra hrana kot skupen cilj, ki naj bi združil čredne pse. S svojim izbranim pristopom je postavil prepričanje, da je skupna naloga skrb za ovce in hkrati uživanje v okusni hrani vrhunec vsega. In šlo je za manipulacijo zaupanja. V tem svojem pristopu je volk sistematično gradil zaupanje črednih psov. Prek izmenjave informacije je manipuliral njihovo percepcijo, kar je okrepilo zaupanje in prepričanje, da so vsi ti psi sledili skupnemu cilju. Pri psihologiji skupinske dinamike črede je izpostavil njihovo potrebo po pripadnosti in njihovo potrebo po sprejetosti. S tem je okrepil njihovo pripravljenost slediti skupnemu cilju, jih dobro poplačal in na koncu pridobil le lastno zadovoljstvo. Pri tem je seveda vloga znanja in kritičnega razmišljanja. In vsa ta analiza je pokazala, da je pomanjkanje kritičnega razmišljanja med črednimi psmi prispevala k uspehu volkove manipulacije. Razumevanje vloge znanja in razsodnosti je ključno za preprečevanje slepega sledenja izgovorom, kot je recimo volk, ki je ponudil dobro hrano, ali pa nekdo, ki ponudi dobro plačo. V glavnem je šlo v COVID primerih samo za dobro plačilo, izjemno dobro plačo, in pa seveda za kupovanje tišine. Gremo nazaj k volku. Volkova spretnost pri izkoriščanju prepričanja v dobro hrano ponuja vpogled v dinamiko skupinskih ciljev in psihologijo sledenja. Raziskava poudarja pomen kritičnega razmišljanja in ozaveščanja o manipulacijah, ki se lahko pojavijo v družbi, kjer izgovori, kot je recimo dobra hrana, ki smo si jo naredili za primer, lahko zameglijo celoten ko človek vidi končno pozicijo hrana. Pri vsem tem lahko
damo samo eno vprašanje. Kdo je na koncu, ko mine določen čas, spoznan za morilca? Ovc. Morilec ovc je volk. Logično, saj je izkoristil manipulacijo in prefinjeno strategijo, a ne, pri vseh svojih manipulacijah in strategiji, da bi na koncu pridobil zaupanje teh črednih psov, ki so mu seveda zaupali, in na koncu je zadovoljil samo svoje potrebe. In zato je sedaj on morilec, čredni psi pa naj bi bili kot samo žrtve volkove prebrisanosti, oproščeni vsega hudega, čeravno so mu pripeljali vse ovce in to že pripravljene na krožniku in niso neposredno odgovorni za dejanje. Vendar žal je temu bilo tako včasih. Glejte, definicijo krivde so v Nürnberškem zakoniku, kot tudi v Ženevski deklaraciji spremenili točno v tej točki. Tako, da je enako kriv tisti, ki samo v Boga ukaze, kadar gre za grozodejstva, umore, genocid ali dolgotrajno ubijanje, zaničevanje in umore. Fašizem je bil označen za številne države v Evropi v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno, vključno z Italijo, Nemčijo, Španijo, Portugalsko in Madžarsko. Po drugi svetovni vojni je fašizem v večini držav izgubil vpliv, vendar še vedno obstajajo fašistoidne stranke in gibanja po vsem svetu, ki uporabljajo to tehnologijo, o kateri smo zdaj govorili. Volk, čredni psi, ovce. Pa si dajmo pogledati nekaj značilnosti fašizma in ga primerjati s tem, kar sem vam v paraboli o volku povedal. Ena značilnost je krepitev nacionalizma. Fašisti verjamejo, da je država nad posameznikom in da morajo vsi državljani podpirati interese samo države in ubogati državo. Zato se uvaja militarizem. Fašisti verjamejo, da je vojska ključnega pomena za državo in da je treba vojaško moč vedno krepiti. Če ste opazili, smo bili v vojaškem pravu v času covida. Vojska je vse prevzela, čeravno se to imenovalo civilna zaščita, je vojska imela vse parametre čez. Fašisti verjamejo, da je vojska ključnega pomena za državo in da je treba vojaško moč vedno krepiti. To se je dogajalo, kot smo povedali, v času covida in še ena stvar je, ki se seveda dogaja, to je kult osebnosti. Fašisti verjamejo v vodjo, ki ga imajo za edinega, ki lahko vodi državo v boljšo prihodnost. Spomnimo se druge svetovne vojne, spomnimo se volka in spomnimo se vseh psov in pa ovc. In slika nam bo precej bolj jasna. Kajti naslednji znak je nasilje. Fašisti pogosto uporabljajo nasilje za zatiranje svojih nasprotnikov. Fašizem je nevaren politični sistem, ki lahko povzroči velike nesreče. Pomembno je, da smo s tem, dragi člani, in vsi, ki nas poslušate, seznanjeni s fašizmom in njegovimi značilnostmi, da se temu lahko, ko to prepoznamo, upremo. Izjava, ki smo jo nocoj že izrekli, in mislim, da ne bo odveč, če jo ponovimo, najboljša ustava je tista, v kateri oblasti ne izvajajo ljudje, posamezniki, čustveno, ampak zakoni. Pomeni, da je najboljša ustava tista, v kateri oblast ni odvisna od volje posameznikov, od volje posameznih ljudi, od muh posameznih ljudi, od podkupljenih sodnikov, ampak od pravnih pravil, ki so določena v ustavi. To pomeni, da oblast ne more in ne sme biti omejena z zakoni. Argument v prid tej izjavi je, da so ljudje lahko podvrženi svojim čustvom in interesom, kar lahko privede do zlorabe oblasti. Takrat, ko smo
čustveno podvrženi eni zadevi, ne moremo jasno in čisto razmišljati. Kot smo že rekli, zakoni so pa v tem primeru res napisani, so objektivni, so javni, nepristranski in zato toliko manj podvrženi zlorabi, razen če pride do tega, kar smo povedali, kar se zdaj na pravni fakulteti dogaja, da odvetnik, pravnik, študent, profesor ne zna postaviti več vejice ali če ne razume stavka. Glejte, tudi če ljudje imajo dobre namene, je težko sprejeti objektivne odločitve, ko so vpleteni v politične procese. Zakoni pa lahko zagotovijo, da so odločitve sprejete na podlagi objektivnih kriterijev, ki so vnaprej določeni. Seveda pa tudi v ustavnem sistemu, kjer oblast izvajajo zakoni, je pomembno, da so ti zakoni sprejeti v skladu z voljo ljudstva, da so v javnem diskurzu, da se ljudje s tem strinjamo, ne pa da naredijo zakon o dolgotrajni oskrbi, potem pa pošljajo proti naši volji odločbo, ki pomeni vstop v stanovanje, kot smo že rekli, in vsakomesečen odtegljaj od osebnega prihodka. To je čisti fašizem. V tem primeru pomeni, da morajo biti zakoni demokratično sprejeti in da morajo zagotavljati varstvo človekovih pravic v zavedanju, da je ustava vedno nad zakoni in da mora biti zakon usklajen z ustavnimi načeli. V slovenščini imamo za to idejo tudi izraz vladavina prava. Vladavina prava pomeni, da je oblast omejena z zakoni in da je vsakdo enak pred zakonom, ne glede na njegovo socialno ali politično opcijo in pozicijo. Primeri držav, ki so znane po svoji vladavini prava, so Združene države Amerike, imajo seveda svoje amandmaje, ampak gledajte, tam so kar spustili to ustavo v teh zadnjih 4-5 letih. Isto v Nemčiji, Švedska. Fašizem je preplavil in razveljavil ustavo in uvedel vojaško diktaturo, COVID diktaturo. V teh državah naj bi imela ustava mogočno vlogo in naj bi omejevala oblast vlade, vendar pa vidimo, da se stvari obračajo drugače. Kaj se zgodi, dragi moji prijatelji, dragi člani in vsi, ki nas poslušate, ko se ne upošteva ustava in ko se oblast ne izvaja v skladu z zakoni, marveč z voljo posamezne politične opcije, pa nam je vsem znano, vsem poznano iz zgodovinskih številk umorov, ki sem jih na začetku navedel, iz pobojev in uničevanja življenja držav nad lastnim narodom. In v nadaljevanju nocojšnjega programa bo govornik dr. James Waller povedal glede tega nekaj besed. Med drugim, glejte, je dejal, boste slišali, te pošastne statistike, ki smo jim priča, ki smo jih videli, so močno preusmerile moje raziskovanje. Več desetletij sem se osredotočil na raziskovanje vzrokov in pogojev vojne, konfliktov in miru. Verjel sem, da je vojna največji morilec in da bo jedrska vojna svetovni holokaust. Zdaj pa sem ugotovil, da je bilo poleg vojne skupno število ubitih strani vlad skoraj 4-krat večje od vojne. Bilo je toliko ubitih ljudi, kot da je že prišlo do jedrske vojne. Kaj vam želi povedati Gospod? Gospod vam želi povedati, da takrat, ko je vojna, da je pozornost usmerjena recimo v Ukrajino in v Izrael, največ pobojev, največ smrti, največ umorov, največji genocid se dogaja pa tam, kjer je mir, in takrat vlade ubijajo neopazno, vozijo krste po dnevnem redu. Meni na Petkovškovem nabrežju vsak dan 3 do 4-krat zvoni avto. Mi pa gledamo pri poročilih Ukrajina, pošiljamo orožje, ukvarjamo se z Izraelom in z vsem tem, in vse to je magija. Tle doma nam pa umirajo otroci, umirajo starejši ljudje in tle doma nam delajo holokaust. In to je ta volkov trik. Glejte, presenetljivo malo ljudi je to prepoznalo. Čeprav
je bilo veliko objavljenega o posameznih genocidih, naprimer nad Judi, Armeni, in opravljenih je bilo nekaj splošnih analiz, kot je recimo Cooperjeva analiza, zelo znana, tako rekoč ni objavljena nobena druga raziskava, zato ker to vse blokirajo, vse uničijo, o skupni količini genocida in množičnih podbojev, recimo med narodi. In tako naprej, in tako naprej. Številke so zelo visoke, tako kot smo ugotovili, in ko sem jaz primerjal številko vojnih pobojev in številko genocidov, kjer lastne vlade ubijajo svoje ljudi, sem se tukaj za to mizo razjokal. Namen, glejte, tega dela je pregleda zagotoviti celosten pregled takšnih vladnih umorov, potem pogledati, kdo so ljudje, ki so vključeni, ker je to lahko moj sosed, moj prijatelj, to je lahko človek, s katerim sem dnevno na kavi. Ste videli, koliko smo izgubili prijateljev med covidom. Tudi je lahko to družinski član, lahko je sorodnik, lahko je, bog ne daj, tudi otrok, lahko je pa še kdo iz bližnje ali daljne soseske. In bolj, ko je država demokratična, bolj so njeni državljani recimo varni pred takšnimi uboji, ampak navidezno. Poglejmo še enkrat definicijo genocida, potem si naredimo pa kratko pavzo pred filmom. Genocid je zanikanje pravice do obstoja celotnih človeških skupin, tako kot je umor zanikanje pravice do življenja posameznih človeških bitij. Zgodilo se je veliko primerov takih zločinov genocida, ko so rasni, verski, politični in drugi kot skupine bili v celoti ali delno uničeni. In Generalna skupščina potrjuje, da je genocid zločin po mednarodnem pravu, ki ga civilizirani svet obsoja in za izvršitev katerega so glavni sostorilci bodi zasebniki, bodi javni uradniki ali državniki, ali pa je zločin storjen na verski ali pa rasni osnovi, političnih ali kakršnih koli drugih razlogov, seveda, ki so kaznivi. In na koncu naj vam povem, da so v genocid postavili tudi stvari, ki niso umor.